Čau, kako smo, Alenka tukaj? Danes res slab prebavljam ta ring light, sploh ne vem, ko mi gledam. Najbrž se bom navadila. Anyways, danes govorimo o eni stvari, ki imam občutek, da jo kakšni mentalen orgazem doživeli, ko je slišali o čem. Ali pa ne, ker so to mlajši zahtevali. Prepričvali ste me in prepričvali ste me in prepričvali ste me, tako mesece in sem probala ignorirati to, da hočete, da govorimo o Slendermanu, ker mi ni bilo jasno zakaj. Meni osebno je tako, ena stvar je misterija, potem je neka teorija zarote, potem so pa kakšne fikcije, ki so cool, ampak potem so pa kakšne fikcije, ki so čisto odštekane in jaz sem Slendermana upoštevala tukaj zraven, kot nekaj toliko fikcijskega, da je že preveč in da je butasto in da se kdorkoli sploh obremenjuje s tem, ali obstaja ali ne obstaja, ker zelo obviously ne obstaja, ampak da sem šla raziskovati in je par ful zanimivih stvari ven prišlo na površje in danes bom z vami o tem govorila. Še prej imam pošto. Ok, to je res cute pisance, tako da najhiter. Hoj! Včeraj sem imela zelo grozno nočno moro. Ni bilo tvojega videa! Potekalo je takole. Prišla sem iz šole in klopila telefon in bilo je res veliko sporočil, le tvojega ne. Grozno, ne? Ja, se trudim ful snemati, jaz imam toliko dela, da se ven ne vidim, ampak se res trudim. Gremo na video. Slenderman. A ste kdaj hodili po gozdu? Ste šli v gozd in je bila po možnosti že tema. In ste hodili po listju, vejice so pokale. Pokal je drev, je skozi neki šumel, veter, mečkan valovil se, nekaj se skozi dogaja, zvoki iz divjine, ampak vmes ste kdaj tudi slišali, da je nekje za vami počla vejca. Verjetno si predstavljate, ne more biti žival, ker pa jih moglo biti res veliko okrog mene, ampak jih nikoli ni. Ste kdaj pomislili, da je to Slenderman? V teh dneh sem prebrala res ogromen zgodbic in fikcije o tem, kako so ljudje srečevali Slendermana. Ne bom jih naštevala in brala, ki jih je preveč, ima pa par zanimivih informacij za vas. Slendermana pogosto povezujejo z gozdom, zaradi tega, ker je nekako sam kot del gozda, ker je slender, vitek, visok in ima dolge ude, tako noge kot roke. Obraza sploh nima, to je edina stvar, ki bi se opazila pri njemu, če bi ga videl sred gozda, ker deluje tako kot kup vej v bistvu, ampak obraz ima pa čist bel, nima oči, nima ust, nima nosu. Usta baje pokaže samo takrat, ko je in jedu naj bi otroke. Popolnoma se zakamuflira v gozdu in ga res težko opaziš, on pa prežinate na ta način, da samo gleda in opazuje in te preučuje in to počne ful dolg časa, preden dejansko napade. Napade pa spet na mečkam drugačen način in sicer tako, da te privab k sebi. Ni vseljiv, ne bo te napadel, ne bo te ugrabil, ne bo te zvlekel, preprosto, ko ga začneš gledati, je s tabo konc, pogubljen si in on te začne vlačati k sebi, privleče te s pogledom in rataš njegova žrtev in potem se zgodi s tabo kdo ve kaj. Rečeno je, da se premika tako, kot da bi lebdel. Je pa še hujša verzija tega, kar sem prebrala in sicer to, da se teleportira. Entiteta ali pa bitje, ko se premika v grozljivkah ali pa čemerkoli že v animaciji, meni je to najbolj grozna stvar, ker je najbolj nepredvidljiva stvar, ker ti lahko naredi kadarkoli, kjerkoli, karkoli, ker preprosto ne moš vedeti, kdaj bo za tabo, kdaj bo pred tabo, meni to najbolj grozen. In pa je Slenderman ima tudi to sposobnost. Že zdaj sem načela precej načinov, kako ga opisujemo, pa kaj vse so njegove lastnosti, ampak fora je, da se njegove karakteristike toliko razlikujejo od zgodbe do zgodbe, od fikcije do fikcije, zaradi tega, ker nima svoje osnovne zgodbe. Nastoj je preprosto zaradi tega, ker je bila, mislim, da neka blog stran, kjer je leta 2009, dolg nazaj za naše pojme, nekdo naredil pač preprosto ustvaril je njega prek risbe, prek umetnosti in spadal je takrat pod hashtag creepypasta, to je ful slavna, mislim, da na Instagramu to je ful aktualno, ker se ful creepy stvari potem tam, ali se oblečeš v neko mitološko, legendarno, srhljivo stvar, v glavnem mora biti nekaj srhljivega in to je potem hashtag creepypasta in Slenderman je ratov del tega oziroma praktično vodja, ker se ga vsi noro bojijo. Zdaj pa še moja plat zgodba oziroma, da vam razložim, zakaj sem se sploh odločila govoriti o Slendermanu, kaj tisto, kar je mene pritegnilo, jaz mogoče mislim, mogoče pa je nekaj na tem, ker definitivno je nekaj na tem, ker zame ni treba, da je stvar realna samo zaradi tega, ker se ljudje bojijo in govorijo o njej ali pa ker so jo videli v grozljivki, ampak zaradi tega, ker ima močan pa premočen vpliv na mlade, na ljudi nasploh. V glavnem, v povezavi s Slendermanom sta se zgodile dve grozljive, zares grozne, srhljive stvari in sicer
31. maja 2014 se je v Wisconsinu zgodilo nekaj res groznega. Sicer 2 deklici sta 3. sošolko, vse 3 so bile stare 12 let, poskušale na vsak način ubiti. Tako da sta jo zvlekle v gozd in jo začele zabadati z noži. Zabodle sta jo 19-krat. To je resnica, to se je zgodilo. Ona je preživela, pač nima jo uspel dejansko ubiti, se je takrat splazila nekako do ceste na robu gozda in so jo rešili in je danes živa in zdrava. Tiste 2 druge njene sošolke, ki jih vidite tukaj zraven, sta bile, nekaj časa sta preživeli, ne vem, točno je bila pa boljša balanca ali je bil delno norišenca, glavno bile sta res mehne in pač sojenje je bilo, da sta samo toliko mlade in kot mečkan zmešane in da je zaradi tega jasno ne greš v zapor kot otrok. Je to grozljivo zaradi tega, ker sta se toliko ukvarjale s fikcijo o Slendermanu, da sta začele verjeti, da je on nek njun vodja in da če ga hočeta zadovoljiti in ga osrečati in mu zadostiti, morata ubiti to sošolko, pač da bi bil on ponosen na njiju. To je bila njuna razlaga tega, zakaj sta sošolko 19-krat zabodle. Če ste mislili, da je to, ni to. To se je potem še enkrat ponovil in na primeru deklice, ki je dala nase belo masko in je stala v kuhinji, čakala na svojo mamo, mama je prišla noter in hčerka jo je zabodla. Pač tudi ta mama ni umrla, ampak spet hčerkin razlog je bil to. Ona ni videla Slendermana tako kot prejšnje 2 deklici, ampak ga je videla v Minecraft igrici, ker Slenderman se je zdaj preselil tako na filmske ekrane, kot na vso drugo fikcijo, na zgodbe, na pisanje in pa tudi na računalniško igrico, čeprav to mislim, da je že stara zadeva. In ona je bila toliko pod vplivom tega lika. Tako da kdo bi lahko rekel, da Slenderman ni resničen, če ima toliko zelo resničen vpliv na ljudi in na otroke. Sicer ne verjamem vanga kot v entiteto, definitivno pa verjamem, da ima prevelik vpliv na mlajše. Tako kot ste vi vsi hoteli, jaz govorim o njemu, no zdaj sem. Tako da ne si pustiti, da ima vpliv na vas. Zdaj pa še ena stvar, da še sebe ustrašim za naslednjič, ko grem na teren. Sicer Slenderman se poleg tega, da se pojavlja v gozdu, se pojavlja tudi v abandoned, zakaj to besedo uporabljam, glavno zapuščenih krajih, zapuščenih stavbah, zapuščenih bla bla bla. On se pojavi tam zelo rad, valjda, why not? In to mi zdaj raziskujemo, kdorkoli še ni na tekočem, prečekirajte na mojem kanalu prejšnji video od tega videa, prečekirajte na Vanessinen kanalu njen najnovejši današnji video. Snemamo serijo Exploring with Alenka in Vanessa in to, če se vam je kdaj kaj splačalo na mojem kanalu gledati, je to, ker se res trudimo, res ful vložimo noter. Fanta urejata videe v nulo, to sta fanta iz Influence Media in sta res amazing, imamo se ful dober. Predno delamo za vas, da imate vi to zagledati, gledate zastonj, tako da upam, da vam je všeč, upam, da lajkate, da se subscribate name in na Vanesso in na Influence Media in da ne komentirate in po možnosti, če nam date še kakšne ful dobre ideje za naprej, bomo isto veseli, zaradi tega, ker rabimo še za naprej ideje, ker mogoče po zim, če ne bomo raziskovali, še vedno lahko potem, če to ful uspe, raziskujemo naprej še spomlad, tako da vabljeni, da nam komentirate, da bomo imeli ful dobre ideje. Drugače pa moj Instagram tukaj, da boste spremljali, kva se dogaja, pa kakšne vse so opcije, kaj bom še snemala. To je pa to za enkrat, hvala, ker ste gledali, radi se bejte, ajčo,